Pozdravljeni v avtomobilnosti in v prvi letošnji oddaji, v kateri se že skoraj po tradiciji posvečamo predvsem izboru za slovenski avto leta. Da se avto leta 2018 izbira med vozili, ki so na ceste zapeljala v letu 2017, ni nobena posebnost. Tudi evropski avto leta bo predstavljen v Ženevi spomladi, bo nosil naziv 2018, pa čeprav bodo to vozila iz leta 2017. Pomembno pravilo pa je, da je bilo v lanskem letu registriranih vsaj 25 avtomobilov in teh je bilo v lanskem letu zelo veliko. No, ko pa enkrat pridejo avtomobili v sam izbor, potem ste na vrsti vi, dragi gledalci oddaje Avtomobilnost, tistih, ki nas spremljate na spletnem portalu MMC Poševnica Avtomobilnost in pa seveda poslušalcev Vala 202 ter naših ostalih partnerskih medijskih hiš, ki sodelujejo pri izboru za avto leta. Zdaj pa je čas, da na podlagi 5 finalistov, ki ste jih izglasovali vi, dragi gledalci in gledalke, podelimo točke tudi v našem skupnem združenem uredništvu RTV Slovenija. Tu smo uredništvo Avtomobilnosti, MMC Poševnica Avtomobilnost in pa seveda Val 202. Če se ozremo malce nazaj v 25-letno zgodovino teh izborov, potem je ena od značilnosti, da je bilo 16 dosedanjih zmagovalcev Nemcev. 4 so prišli iz Francije, 2 avtomobila z Japonske, 2 iz Češke in 1 iz Italije. Tokrat pa imamo v finalu 2 Japonca, pa enega Nemca, enega Francoza in enega Čeha. Miha, verjetno tudi na MMC-ju prednačijo kliki na SUV-je. Res je, da so SUV-ji tisti najbolj popularni, ampak v bistvu, če pogledamo malo bolj oddaleč, ugotovimo, da prav teh 5 finalistov letos prav zelo dobro kaže, kaj se nasplošno dogaja v avtomobilskem svetu. No, ampak če smo malo bolj konkretni, potem se ne smemo omejiti samo na to, da rečemo, da je izmed 5 finalistov kar na 3 mestih najti športne terence, ampak predvsem to, da so se karte tako močno razdelile na novo zaradi športnih terencev, ki najedajo praktično vse druge razrede avtomobilov, da sta zanimiva v resnici preostala 2 kandidata, Polo in Civic. A preden vam predstavimo našo lestvico, se posvetimo aktualnim dejstvom, ki so vplivali na naše glasovanje. Avtomobilski svet se je namreč v zadnjih nekaj letih povsem obrnil na glavo. Cene so se močno dvignile, po nekaterih izračunih v povprečju celo za 8.000 evrov. In v skladu s tem so se avtomobili močno spremenili. Tudi razmerja med različnimi razredi in različnimi karoserijskimi izvedbami so povsem nova. Stare predpostavke je torej danes treba vzeti z veliko mero previdnosti. Opazka številka 1 je, da so malčki močno ugriznili v tržno pogačo tako imenovanega golfovega razreda. Klasičnih malih avtomobilov namreč ne kupujemo več zato, ker bi bili nizkih cen. V ta namen imamo danes nizkocenovne avte in pa še manjše malčke, okoli 3,5 metra dolge minije. Ne, Pola in njegove konkurente danes kupujemo zato, ker so šik in imajo res vse, kar imajo tudi večji avti. Ta stara in oguljena fraza še nikoli ni bila tako resnična. Primer tega pa je recimo aktivni tempomat, ki je postal že normalna, če ne že kar obvezna oprema. Pojdimo v razred višje, v razred, ki ga Polo dejansko napada. Kombi limuzine, ki so v tem razredu, so danes kupcem zanimive samo še, če ponudijo še kaj več. Ali v smislu voznih lastnosti, luksuzne opreme, ali pa, kot je tudi najbolj pogosto, v obliki zelo športnega videza. In med kandidati za avto leta to dejstvo nazorno kaže Honda. Civic. Ta klasik je namreč v 10. generaciji postal 5-vratni kupe. V njem se počutiš tako, kot smo se nekdaj samo v pravih športnikih. In potem so tu SUV-ji. Tržni boj z njimi so že izgubili enoprostorci, a kar nam kažejo tokratni kandidati za avto leta je, da tudi SUV niso več samo avti, v katere vstopamo pokončneje, torej brez bolečin v hrbtu. SUV tudi niso več samo nastopaški stroji za dvigovanje samozavesti. Družinam so začeli vračati dolg. Tako imamo med letošnjimi kandidati 2 terenca s 7 sedeži. Tovrstne avte imamo mi nasploh zelo radi, saj lahko z njimi na treninge peljemo še sosedove mulce, pa tudi zato, da smo na izletih številčnejši, izkušnje v tujini pa kažejo celo, da avti z dodatnima sedežema bolje ohranjajo vrednost in so sploh v drugem življenjskem obdobju bolj zaželjeni.
No, poleg 2 zložljivih sedežev v zadku pa letošnji izbor prinaša tudi premiero, ki bo všeč družinam. Enoprostorsko ločene sedeže v drugi vrsti. In še četrto dejstvo, ki je vplivalo na naše glasovanje. Dogaja se, da ni več na prvi pogled jasno, kaj je premium in kaj mainstream. Marsikatera znamka namreč vgrajuje prestižne elemente, ki smo jih doslej dobili le pri tistih žlahtnejših znamkah. Med letošnjimi kandidati je primer tega Mazda CX-5. Svojo obliko je zasenčila že marsikaterega Nemca. Peto dejstvo, ki ga pri glasovanju nismo mogli spregledati, je staro in znano, a vse bolj občutno. Danes lahko namreč en in isti model dobite pod različnimi blagovnimi znamkami. Tako 2 letošnja finalista že poznamo iz lanskega finala. Pa poglejmo, kako smo točke oziroma mesta tem finalistom podelili v našem uredništvu. Pri tem avtomobilu je vsekakor potrebno izpostaviti kreativno oblikovanje in pa odlično združitev enoprostorskega koncepta s športnim terencem. To je tudi prvi športni terenec v tem razredu, ki ima zadaj 3 ločene sedeže in s tem poudarja nekako družinskost. Na 5. mesto pa smo ga postavili, ker je to pravzaprav lanski zmagovalec v malo bolj družinski preobleki. Menimo, da ne bi bilo primerno, da bi 2-krat zapored zmagal bolj ali manj isti avto. Škoda Kodiaq je v bistvu prvak med vsemi finalisti, saj je še preden je sploh zapeljala na slovenske ceste, razprodala vso razpoložljivo kvoto vozil, ki so bili namenjeni za to leto za slovenski trg. Kupci so torej Kodiaqe pokupili še preden so sploh sedli vanj. Zakaj samo 4. mesto? Zato, ker je Škoda Kodiaq v svojem bistvu avtomobil, ki je že lansko leto nastopil v izboru za slovenski avto leta. Kodiaq je namreč Volkswagen Tiguan Allspace. Pri dizajnerski Mazdi CX-5 nihče več niti ne pomisli na komaj 10 let stare Mazde, ki so bile sicer tehnično brezhibne, ampak oblikovno precej puste. S CX-5 je Mazda jasno svoje prodajno kopje namerila v Audi in BMW, v premijski razred torej. Prepričala pa nas je s tem, ko je ohranila nepremijsko ceno. Zato stopničke za Mazdo. Civic že desetletja velja za legendaren model. Tokrat že v osnovi izgleda takole športen, dinamičen in tudi pohvaliti moramo, kako se pelje, kajti volan pri redko katerem avtomobilu, tudi športniku, dobiš tako odziven in tako zelo dobro povezan s cesto. Za drugo mesto pa nas je prepričala cena. Civic je namreč že v serijski opremi za današnje razmere varnostno popolno opremljen. In če smo drugo mesto dodelili kupeju, pa prvo mesto v našem skupnem uredništvu Vala 202 avtomobilnosti in pa MMC-ja dodeljujemo malčku, vsem dobro znanemu Volkswagenu Polu. Ki pa ni več malček, tako po velikosti, kot predvsem po vsebini. Ta razred, prav Polo, postavlja na drugo raven. In spet nas je prepričala cena. Namreč kljub merski rasti in bogati ponudbi opreme je Polo ohranil sprejemljivo ceno. Pri Volkswagenu so si očitno zadali cilj, da modernizira slovenski vozni park. Če povzamemo, za zelo dostopen denar dobimo zelo moderen avtomobil. Znani so glasovi oziroma mesta, ki smo jih podelili v našem uredništvu. Preden pa nas dež povsem zmoči, poglejmo še delček oddaje, potem pa ob koncu razglasimo slovenski avto leta 2018 v sodelovanju tudi z ostalimi medijskimi hišami. Zdaj, ko vemo, kako smo točke podelili v našem uredništvu, pa je res čas, da izvemo, kateri je slovenski avto leta 2018, da odpremo kuverte in razglasimo zmagovalca. Glasove vseh uredništev skupaj pa nam bo predstavil predsednik žirije Tomaž Porekar.
predstavniki 7 medijev oziroma njihovi novinarji smo izglasovali slovenski avto leta 2018. Zmagal je Volkswagen Polo s 33 točkami. Takoj za njim z 32 se je uvrstila Škoda Kodiaq. Tretja je bila Honda Civic z 29 točkami. Sledila pa sta še Peugeot 5008 z 18 točkami in Mazda CX-5 s 14 točkami.